No? Potem bomo pa začela, dragi Noah. Lep dober večer, drage prijateljice in prijatelji te čudovite založbe in prenovljene knjigarne Beletrine. Danes je z nami en poseben fant, jaz ti ne morem reči gospod, ker tvoja energija je tako mladostna in tako srčna, da si zame fant. In tudi tvoja knjiga Slovenologija v slovenščini in v angleščini me je pritegnila predvsem zato, ker je napisana s toliko ljubezni in s takim ljubečim pogledom, kar je v Sloveniji zelo nenavadno. Nič ne kritiziraš, nič ne jamraš, ampak zapišeš zase, da raj vidiš svetlo in optimistično, če pa kaj ni dobro, pa kaj ne gledaš. Ja, in to se mi zdi fantastična formula in zato je to prav terapevtska knjiga za zamorjene Slovence. Tako da sem vesela, da sva danes skupaj in najprej te bom vprašala najprej. Jaz vedno preberem ta prvo posvetilo. Takega posvetila še v življenju nisem prebrala. 3-4 poslušajte. Za mojo taščo. Vidiš, ko se vsi smejo. Mi imamo sam vice v taščah, kako jo vržeš dol z aviona pa to, ne? Drugi stavek. Te imam orenkrat. Torej, za mojo taščo te imam orenkrat. In da en to tako odkrito napiše, je nenavadno, mora priti najmanj iz Amerike, da si to drzne. In potem tudi tašča večkrat nastopa v teh esejih in pogledih na Slovenijo, recimo pišeš, da hodiš po gobe, predvsem zato, da si svojo taščo in tako skratka, kuhaš šnops, kjer je zmagala sicer stara mama, ampak veliko stvari v tej knjigi počneš iz ljubezni do najlepše ženske v Sloveniji, slovenske boginje, ki je postala njegova žena in zaradi katere je prišel v Slovenijo. Zaradi dragih prijateljev, tudi navezal si ogromno stikov, torej tukaj sedi en izjemen fant, ki je napisal, med drugim tole bom citirala iz tvoje knjige, zakaj, kdo zmaga in kako zmaga, kaj zmaga. Moje najljubše mesto je Rim. Najraje obiskujem London. Obožujem ameriški New Haven, tam si se rodil. Brez težav bi živel v Bostonu. Toda, ko vse skupaj postavim na tehtnico, estetiko, hrano, kulturo, varnost, čistočo, dostopnost, dosegljivost, prijaznost domačinov, razumne davke, izobraževanje in zdravstvo, raznolikost pokrajine, arhitekturo, ne kafkovsko birokracijo, možnost osebnega uspeha in še veliko, veliko več, lahko mirno rečem, da ima Slovenija najboljši seštevek od vseh držav, v katerih sem živel. Postal sem goreč oboževalec dežele na sončni strani Alp in svoje izkušnje rade volje in s ponosom delim z vsakomur. Če mi svojim pisanjem uspe kogarkoli prepričati za selitev v Slovenijo, čast in pivo. Mislim, da ko bodo ljudje prebrali to tvojo angleško verzijo, da boš veliko stočil piva, ker res tako s takim navdušenjem poročaš o teh kulturnih fenomenih, pokrajinah, o zanimivih ljudeh, da se človek prek tvojih ljubečih oči zaljubi v Slovenijo. Ne samo vate, ampak še v Slovenijo. Tako da, sem rekla, kaj bi te najprej vprašala? Pišeš, da si fanatičen, patološki in kakršnikoli ljubitelj hrane in pijače in jedače in skratka. Potem zelo rad imaš praznike take in drugačne, rad imaš svoje prijatelje, ker tukaj vidim Evo Kreslin, o Kreslinu si napisal čudovit članek in je tudi tukaj objavljeno o naši legendi. Mislim, ti še bolj znaš utripati z njegovim srcem, ki je malo dlje od našega, mi ga kar za samoumevnega jemljamo in tako naprej. Torej, če ti zamižiš, Noah, kaj bi zdajle od prve rekel, da te najbolj fascinira, radosti v deželi na tej strani Alp? Ja, najprej hvala vsem, ki ste prišli. Bom se potrudil govoriti slovenščino. A ne govori srčkam? Ja, ti sem najbolj študiral, sam pri tašči in ženi glavno. Torej govorim malo bolj čuden, rečem orang na mesto zelo. Ja, ampak to je šarm.
Ja, mogoče ne vem. Če živim tukaj naslednjih 20 let in še zmeraj nimam pravilno gramatike, ne vem, koliko šarmantno bo. Ostane, ta šarm ostane, tako da... Ja, po moje, da je celo kombinacija, kaj ponudi Sloveniji, ampak moraš živeti drugam, da boš sploh videl in vedel, kaj je tako dobro tukaj. In mogoče se Slovenci niso živeli v tujini, imajo občutek, kako dobro deluje tukaj, koliko je lušten. Če lahko izbereš karkoli lokacijo na svet za živeti, lahko pogledaš, recimo, kvaliteto življenja, koliko košta, koliko je čisto, narava, gor pa dol. To zame je najboljša kombinacija. In sem kar poskusil, sem živel v ene 8 države in ene 12 mesti. Sklanjatev je njegova šibka točka, piše v čudovitem eseju o jeziku, ampak ne te nič ne motiš. Ja, ne. Sam se vrčem noter in upam, da plavam. Plavaš, odlično. 8 dežel sem te prekinila. 8 dežel in presneto dobro veš, zakaj si izbral tole. Ja, sploh, če boš imel otroci in potem gledaš malo drugačen. Če sam za zabavati, jaz bi živel v Rim ali pa London, sigurno. Ampak celo kombinacijo sploh ceniš recimo čistost in to ni besede, da bi sploh pomislil recimo v prejšnji letih, kdaj sem bil študent in sem živel povsod. Ampak varnost tudi v tisto obdobje, to pa je velik plus. Torej, jaz zmeraj rečem, cel paket, ni samo eno razloga, da bi tukaj živel. Ampak sem imel dosti prijatelji, ki so igrali se idejo, da bi selili v druge države. In zmeraj me vprašajo, kakšen je sistem, če hočeš videti sam. Najlažje, če poročiš s Slovenko. To je najbolj krajši pot. To priporočam tudi. Toplo priporočaš. Ampak kako ti pišeš v Slovenki? Jaz si to vendarle boginja. Kjer moški slovenski pa napiše o svoji ženi, ne rečemo ljubici, ampak o svoji lastni ženi, da je to najlepša ženska, da je to boginja, mislim. Tako si čustveno odprt, a je to posledica tudi tega, da si veliko živel v Italiji in v Franciji in da ta joie de vivre kar buhti iz tebe, ali je v Ameriki to čustveno izražanje tako diametralno nasprotno od slovenskega, ki smo dostikrat zaprti, ne povemo, če nam je kaj všeč, če nam ni všeč, bomo predpovedati. Če berete pisma bralcev, kritike so objavljene, pohvale skoraj nikoli. Čemu bi to pripisal? To pa tudi je kombinacija razlogi, ampak Američani so večino takole, ampak težko reči točno takšen so Američani, ker je to velika država, to različne lokacije tam. Od moje domovina so ljudje mogoče bolj na ta smer, ker prihajam iz Nova Anglija, zmerično, in je bolj evropejsko, ampak tudi odvisen, kateri Američan srečeš, če so bolj odprti, ampak mi smo zmeraj mogoče bolj pozitiven. Recimo, če naš sosed nekaj dobro dobi, poslušajte zdaj to. Poslušajte. To pomeni kapo dol, da mi lahko tudi dobimo. To nič ne pomeni, da šment jaz moram več potruditi, ampak on ni za šment. To ima nekaj zgled, to sem slišal, nisem imel nobene izkušenj tukaj, ampak sem slišal šumi, da ni zmeraj tako tukaj v Sloveniji. Torej je inkluzivno in bolj pozitivno. Na drugi strani, jaz sem malo naiv, ker jaz vidim s rožnate očali vse, če je nekaj, da mogoče ni mi to všeč, odločim, da nisem razumel in to je čisto dobro. Sploh nimam pojma ali zanimanja v politiko, torej to čist nič ne šmirglam. Vlada? Ampak prijazni ljudje, kultura, estetika, vse to ni da ni tukaj. Veš, kaj mi je všeč? To, kar tudi v tej knjigi napišeš, pa kaj pa, če se zmotim. In to pa je ameriška kultura, da napaka, neuspeh, to ni neka tragedija, tako kot pri nas. To je samo možnost, da se pač drugače razgledaš, drugače postaviš, na novo začneš. In tukaj pišeš v enem eseju, kako vas v Ameriki učijo te samozavesti že od mehkega, že v osnovnih šolah, pri nas pa ne.
Ja. No, in to nam malo na dušo položi, da bi mi mogoče reformirali šolstvo v tem duhu. Ja. Ja. Ampak to je res neki srečo, da sem imel, ker to pa ni povsod v Ameriki tuj. Jaz sem hodil v en vrtec, bi rekel, mi rečemo preschool, to je prvi par let vrtec. In je bilo na tak pozitiven način, recimo, če jaz sem naredil kot 3 let star otrok en grad iz lesene kocke. Ja, to je tako lepo in opisan. treba podreš na konc nebu in pospravljaš. Potem učiteljice so risali, kaj sem naredil, so podpisali moj ime spodaj in so dali na zid. Razstava. To je čist malenkost, ampak to počasi razumeš, da vse, kar delaš, moraš biti ponosen. In da ima neki kvaliteta. In ta optimizem in potem trda koža bolj dobiš in kot pisatelj, to pa slišiš ne večkrat, 100-krat več kot da. In to pomaga mogoče, da imaš bolj samozavest od majhne leti. In to itak vsak bo spoznal matematika in branje, saj približno, jaz sem ful slab na matematike, ampak ta samozavest, to učiš in to pa proaktivno v te šoli. Tudi, hvala Bogu, moji starši so bili na tak način, da so zelo pozitivci in sem sam imel srečo, nisem nič, ne vem, dober del v mladi leti, sam sem padel v te prijazno luknjo. Ker je super, ne, da že od majhnega veš, da je tvoje delo nekaj vredno, da si opažen, da si viden in to vsi mi najbolj potrebujemo. In otrok, ki ga nekdo vidi in se ga razveseli, je odrešen otrok. Otrok, ki ga pa ne vidijo, ne slišijo, ima pa vse življenjske travme. Tako da si imel veliko srečo in to zdaj širiš naprej in crklaš vse svoje okrog sebe. Jaz nisem povedala, da je Novak Čarni seveda svetovno znan pisatelj, napisal je knjigo Tatu med njim, ki je tudi v slovenščino prevedena in koliko jezikov, 14, koliko je? 17 že, 17 jezikov prevedena, potem veliko predava, potuje okrog, piše za krasne časopise. O tem večeru sigurno bo poročil New York Times. Kdo pa vede? Pomaga slovenskim pisateljem izdajati knjige v Angliji. To pa tudi. In ima čudovito ženo, ki bolj to še prekrasno prevede, kot recimo Kreslinovo zbirko poezije, ki je zdaj dostopna ameriški publiki, ker ti navijaš, da bi bila še bolj. No, ampak to se bo vse zgodilo. Skratka, veliko dobrega narediš s svojo držo in cela tvoja družina. No, ko si bil majhen, si že takrat vedel, da želiš 3 stvari. Stanovanje, ženo in psa. No, in ko si spoznal svojo drago ženo, si rekel, pa tudi, če zdaj stanovanje nimam niti psa. Ker je bila ona vse to v enem. Ampak vendarle žena je to vedela in te je kupila čudovitega psa. To pa je res, ja. In ta zgodba s tem psom, poslušaj, ste že slišali, kdaj za pasmo goli pes? Nak pes. Pes, ki nima dlak, ker nož ti ne maraš dlak, ne? Ja, smo hoteli, da je noter, ker mi Američani imamo pse noter. Vem, da je to malo eksotično, sploh v vasi. In da hočemo, da lahko skače na divan in na posteljo. Torej, on gre ven 3-krat na dan, mi umijemo 3-krat, on gre po tuš, on je najbolj čisto član družino. In je moj mali prijatelj, jaz sem treniral, da bom lahko skrbel za svoje hčerke, najprej s psom. In to je bilo dober trening. Ja, odlično. Ampak tudi za hčerke zelo dobro skrbiš. In tukaj nam priporočaš, to sem jaz vse si počrtala, tukaj zgodovina hrani dokaze, koliko sem si to počrtvala, vidiš in srčke risala, da, ker si skrbel za svojo hčerko, si ugotovil, da moraš skrajšati svoj delovnik. In tukaj pišeš, da si skrajšal svoj delovnik na 2 uri. In poslušajte, piše človek, jaz upam, da se ne laže, nekako se mi zdi, da je on skrajšal delovnik na 2 uri
in da je naredil v tistih 2 urah še več kot prej v ne vem koliko. A nam ta fenomen malo razloži? Ja, seveda. To so najprej kot članek, to smo podano za ameriški spletni časopis. In to je bilo malo drugačna taktika. Jaz sedim glavno v pižami in tipkam. In tudi v pižami greš s psom po vasi na sprehod. Jaz sem šla pa danes v pižami po pošto. Se nekaj, če Noah v pižami psa sprehaja, naokrog bom pa jaz tudi v pošte šla v pižami, tako da hvala. Ja, ni zakaj se zakaj da pomagati. Mislim, da celo poletje bom mislila na tak, ker bom kar v pižami. Ja, se prav. Ja. To je modno v univerzi v Ameriki. Če preveč se naštimaš, nisi to cool. Vsaj takrat jaz sem. In vsi študenti so tam ne živeli v internatu in ni bilo nobene starši zraven, da bi rekli ti. Ne smeš, ja. In torej mi smo hodili direkt iz posteljo v pižami, v tečaju, z orjaške kave v rok, pa če si imel lase, kot da si lih, se zbudil, to je bilo modno. Nekateri ljudje so verjetno s gelom, so probali da so zgledali, da so lih prišli iz posteljo. In to je bilo modno takrat in tam sem se navadil, ampak to je bolj mogoče evropejski način, da malo se naštimaš, če greš, ne vem, na trgovino. Jaz pa imam zelo grde pomarančne krokse in moje čudne pižame, pa grem na kolkamnih, to pa jaz sem se navadil. In vsem te imajo vsi radi. Mogoče, ker sem ni vsak dan slediti čudak Američan se naći vsak, da hodi okoli pižami, da ne pokličeš Lilo. Ne, je bolj egzotično tukaj, ampak mogoče Slovenci so razumejoče ljudje, mislim, sploh če veš, da si tujec in potem odpustijo. Odpustimo. Sosedu pa ne. Ja, ne, to pa ne vem. Zdaj sva kako v tistih 2 urah, no, zdaj pa poslušamo in se naučimo. Jaz, ker to sem pisal, da sigurno, če imaš mlade otroke, 4 let stare, da sigurno imaš samo 2 ure, kdaj spijo. Lahko da imaš več, če imaš srečo, ampak to je edino. Ker če ne hodiš na šit, je drugačen, če si doma skupaj. Ampak jaz sem na polovico obsesiven, kompulsiven človek, ampak ni do konca, ampak jaz naredim v moj dnevnik listek, kaj moram narediti in imam eno škatel, da moram X pisati, če sem končal. In jaz sem dosti neurotičen. Kljubco narediš, hvala. Kljubco, prosim. Sem dosti neurotičen, da ne moram obrniti listje, če nisem vse poklukal. Torej, to je en stvar. To je odlična stvar. A ne ponovili, ste takoj usvojili. To so mojstrovine, a veste. Jaz tudi tako delam. Jaz si za cel teden naredim, pa pol klukam. Vse tisti, tako da sem se prepoznala tlele not večkrat, ampak ti le povej, jaz bom pa med tem pogledala, kdo je to tako čudovito ilustriral tvojo knjigo, ker to sva pozabila povedati. A znaš ti na pamet? Ja, Ivan Metrevski je prijatelj iz Kamnika, ko naredi ilustracija gor pa dol, posod RTV, če hodiš tam, vsak poster na zid, on je naredil. In je res luštne ilustracije. Srčkan je naredil in zdaj vmes, ko boš ti še nam pol nadaljevanje pogledal, vam bom jaz prebrala, kako je on ilustriral ta njegov dnevnik s kljubcem. Ponedeljek 22. Gobarjenje, kljubca, meditacije, kljubca, napiši 1500 besed, kljubca. Torek 23. Otroke v vrtec, kljubca. Preglej maile, kljubca, napiši 1500 besed, kljubca. Sreda 24. Pokliči taščo, napiši 1500 besed, tekmovanje v žganje kuhi, kljubce. 25. četrtek. Kupi purana, ni kuhu, ja, sej to vemo, zakaj ne, ni kljubce. Napiši 1500 besed, zlošči psa. Kljubca. Skratka, vsakem dnevu se ponovi. Napiši 1500 besed. In teh 1500 besed je tvoja čarobna formula. Ja, to sem vzel iz druge pisatelji. Za par let sem pisal vsak teden za časopis The Daily Beast. Intervju so znani pisatelji, tudi ful znani. In je bilo formulaičen, sem pisal vprašanje po Proustu, on je naredil Proust questionnaire, mogoče ste slišali. In to so ključne vprašanje, da odpira duh
ljudje, da ni samo kaj rečejo, ampak način, da povejo in vpraša taktično, da bojo poveli več, kot hočejo mogoče. In to sem delal za mogoče več kot 100. In en skupin te intervju 10 smo dali preka Versopolis pri Beletrini kot i-knjigo. No, skoraj vsak pisatelj je pisal, da okoli 1000 besed je tarča za vsaka. In to je en članek, ali pa če razdelimo eno celo knjigo, da je recimo med 60.000 in 100.000 besede, potem veš, koliko dni boš rabil zapisati knjigo in to pomaga veliko. In če veš, koliko časa rabiš za tiste 1000 do 1500 besede pisati, potem lahko lažje naštimaš tvoj teden in tudi če imaš več projekt, članke, knjige, gor pa dol, je vse dosti lažje. Torej, odvisen, koliko hitro pišeš te 1000 besede, ampak to pomaga organizirati. To je zelo zanimivo, ker svetuješ, da ne razdelijo po različnih temah. No in zdaj, ker smo tlele sami tako imenovani razumniki, te bom jaz vprašala za to temeljno razliko med anglosaksonskim esejem in evropskim, podcast pa posebej slovenskim, kjer si ti napisal, da si bil urednik ene zbirke in si prebral 30 esejev in ki si bral evropske oziroma naše, vzhodnoevropske, da nisi čisto nič razumel. In zdaj nam razloži, zakaj nisi razumel. Kako je to napisano, da ti, pisatelj, profesor, razgledan človek, nisi razumel, kaj mi pišemo? Ja, to mi je presenetilo. To je bilo 2012 zaradi European Capital v Mariboru. In te 30 esej so bili iz drugačne intelektualci in profesori iz povsod centralno in desni strani Rome. Ni samo Slovenci, samo vemo. In jaz sem mislil najprej, da prevajalci so bili manj zmedeni, ampak so bili 10 prevajalci z drugih jeziki. Torej sem razumel, da nisem štekal. In torej zmeraj vprašam Miha Mazzini, če imam nekaj tasko vprašanje sociologično. Ja, Miha Mazzini je tukaj ena od pomembnih referenc, ki njega inštruira, kaj je značilno za Slovence. On je kakšen guru na te stvari, on zmeraj ima dober odgovor. In on je povedal, da v 18. stoletje so bili en francoski, nemški način učenja, profesor hodi na oder in ima tematika, recimo, ljubezen. In on nič ni prej pisal, sam začne govoriti. In ta je ful pameten človek in ima kakšen dragulčice, so vmes, ampak govori v obliko polž, da gre okoli spiralno, ni direkt iz en točka do druga. In jaz ne smem reči, da en način je bolj kot drug, ampak en način, ta anglofonski način, je zgleda popularno povsod sveta, ta bolj centralno-evropejski način je samo v redu v centralno Evropa. Potem, če greš ven iz centralno Evropa, imamo občutek, da bralec mora preveč trpeti, preden pride do bistva in argumentov. In to letos učim pri Univerzi v Ljubljani z raziskovalci, kako na bolj žmohten način pišejo razpisi za evropejski denar. In imajo toliko dobre ideje, so toliko brihtne in briljane, ampak imajo tradicije, da je bolj suhoparno pišejo. In torej, če malo inseriramo, da je malo žmohnost, da to je kakšna dobra beseda. To lahko pomaga, bomo videli. Držim pesti. Problem je, da če je preveč teoretično in če bralci morajo preveč se potruditi, da razumejo, saj anglofonski bralci imajo po moje samoobrambni mehanizem, da mislijo, da pisatelj ni dosti dober ali dosti pameten, da lahko na simpel način razloži. In znak ful dober pisatelj v anglofonski svet je čim bolj komplicirana tematika, je čim bolj enostavno in jasno razložena. Začetek, uvod, teze, argumenti, trije, prosim, da jih malo več, da se ne bo ubogi bralci zmedel in potem zaključko ponovimo. No in tukaj je zanimiva analiza našega največjega izvoznega artikla Slavoja Žižka, za katerega ugotoviš, da je dupleks, da piše nerazumljivo
v tem centralnoevropski maniri, ne, kot res in podobno, da ga noben ne razume, ampak predava pa briljantno. Anekdote, kar špricajo in tako. No, zdaj pa še se poklonimo Slavo Ložišku, ne, ki je po gruntu to formulo predava, ne, v bistvu. Ja, jaz sem probal par njegove knjige začneti, nisem čisto nič razumel in mogoče se bi ful potrudil in bi dal glavo na zid, bi res razumel, ampak življenje je to kratko. Ja. Če ni ful užitno, ko pa hitro mi Američani obupajo in gremo naprej, ampak mislijo, da pisatelj je kriv, ni nas. Mogoče mi smo dosti butasti, da nismo razumeli, ampak kdaj on govori oralno ali pa prek kamere, toliko krasno in je to konkretne anekdote, narativa, da pokaže teorije. In potem mi je super všeč. Torej, ja, res je dupleksni človek, to bi si rekla. No, tako v tem velja razmišljati, da osvojimo ta način pisanja, da nas bi ljudje razumeli. Tako, zdaj pa pejva, zdaj pa ne vem, kulinarika, ti obožuješ pivo, življenje dan za pivo, pivo, in si tukaj opisal s pomočjo strokovnjaka. To je en članek, ne, o teh malih pivovarnah, ki delajo zdaj imenitna piva. Recimo potem kavo, obožuješ kavo, kakšne kave imamo, pa dvakrat dražje, pa onkrat dražje. No, ampak mogoče kaj v slovenskem pivu, ker to je fenomen teh malih pivovarn, ki kot je ena izjavila, da ne morejo izdelati toliko piva, kolikor bi ga lahko prodali. Ker je naša piva so res imenitna. No, kjer je pa tvoje najljubše pivo in zakaj? Ja, to je super vprašanje. Kadaj sem prvi celil v Sloveniji, lahko izbere samo ta rdečo ali pa ta zeleno. Škatlo, Union pa Laško. Laško je malo bolj grenko, pišeš? Jaz pojma ne poznam druga. Ampak to mi je všeč grenkost. In zato si navil malo, zato si navil za grenko pivo. Za Laško, dobro, ampak pol si pa spoznal vseh teh milijonov. Ja, to je bilo ful zabavno. Jaz sem tole pisal s Boštjan Gorenc pižamo. Smo zelo se potrudili, da smo šli na pivofest in smo vse poskusali. Je bilo težko, ampak sem moral narediti. In jaz navijem za kamniško pivo in v to majhno mesto so dve zelo dobre mikropivovarne, Maligrad in Majster. Ampak mi je bilo všeč fenomen, da vse naenkrat smo dobili mikropivovarne in sem imel občutek, da iz nič smo imeli, ne vem, 20 zelo dobre. Tudi za zelo dobre stražarne za kave, tudi zelo za gourmet burgeri, to je modno. In vsak stvar, da jaz vidim tukaj, je zame rahlo eksotičen, ni čisto eksotičen, kot je z drugega ne prišla, ampak dosti eksotičen, da hočem raziskovati. In hočem spoznati ljudi, kdo se pokvarjajo za to in so specialisti. In potem vprašam za intervju in hodim okoli. In stvari, da mogoče so bolj vsakdnevno za Slovenci, zame so krasne nove dragulčice, da lahko jaz poskusim, ampak zmeraj vprašam zakaj. Recimo čist brezvezne stvari, kot v glasi za hrano, vi imate surovo meso, surov piščanc. Nikoli v Ameriki ne bi prodal piščanc. Surov piščanec pomeni za Američanci salmonela, za Slovenci kosilo. In to je čist brezveze, ampak če imaš, ne vem, 20 takšne potem vidiš, da je čisto rahlo drugačen. Ali pa, to je najbolj briljantna stvar, da sem videl v Sloveniji. En velik postelje za dve ljudje, dve odeji. To pa je super. Ker lahko dol potegneš. Ker drugače dvoboj za eno odeja v Ameriki, vsi imajo ene ideje in je zmeraj, kdo bo vzel komu pa potegnejo. In to je boljše korak naprej. In te stvari zmeraj vidim, kadaj gledam okoli. Zmeraj gledam se novi oči, ampak vse zame je pozitivno, ker sem tako naštiman. To je fajn, to se iz priloženega vidi, da si tako naštiman. In to mi je ful všeč, da si tako naštiman. Vse je itak temeljnega in slabega že dovolj, ni treba, da še mi to podpiramo. Poslušaj, jaz sem dvakrat prebrala tvoj članek o kavi, pa nisem dešifrirala, v katerem lokalu si ti poskušal to fantastično kavo, ki je bila še 4 dražja, kot druge kave, 4 €,
ker se pa jaz ne spoznam na lokale. Ja, kje pa je ta lokal? To je Cafetino. Kje je a veste, kje je Cafetino? Stari trg. A to je ki je prišel iz Venezuele mogoče? Ali Ne, to poznam tudi. Ampak Ja. Cafetino je zraven čajna hiša. Aha, ja. Malo naprej. Ja, 2 koraka naprej, isti lastnik. In to Ja. imajo ta kavo narejen iz, kako bi rekel, da ni grdo. Aha. Da eno vrst Ja. opica je pojejo. Ja, poslušajte, jedel sem iz opiče riti kavo, skratka. Ker to je ena posebna kava, ki bom jaz na kratko povedala. Prosim, to je Ki jo lažje. opice jejo, prebavijo in pokakajo. Potem jo pa domačini pobirajo, sperejo in posušijo. Ja. In to je en imeniten okus, ampak Najbolj drago je od na vseh svetu, kav ja, na Kopi svetu, Luwak se reče. ampak imaš pa ti rajš tisto tvojo, ki je tudi zelo draga, ampak 2-krat cenejo te, Ja. bo se pa že tisti Ja, ta reče. Jamaica Blue Mountain, to je Ja. zelo znan tudi, Aha. ampak je bilo zanimivo. Par tedni nazaj sem bil moderator v Vrhniki na en festival kave. A res? In od Escobar kave, gospod iz Hondurasa, gospa iz Vrhnika. In pražijo zelo dobro kavo. In en mi je sem pisal članek par let nazaj v ta Kopi Luwak. In eden iz Indije, ki je producent te kave, je prosil, če lahko pošle kave, Ja. da poskusimo, ampak je hotel poslati zelene kave, Aha, zrne, da aha. pražijo tukaj. Tukaj, ja. Torej sem rabil pražarno in sem prosil za Escobar, da se pražijo in tako koštal po 350 na kilo. Je najdražji na svet. Potem smo imeli poskusenje 4 zelo drage kave, eno, da je 250, eno 150 kilo. Kila, ja, In sem evrov. ugotovil, da je dober, ampak cenej kavo je tudi v redu. Ja, jaz sem kar tiste držala, ja. Ampak tudi Ja. kava je, jaz sem tudi razumel iz eno novo kavarno na Gornji trg, Črna zrna, en gospod iz Kolumbija. Ja, že tam sem pa pila. Super. Super In kava, to ja. To on naredi na tak način, da je bolj kot čaj, da Ja. poskusiš, da je sadja in je bolj kot vin, da imaš več Aroma pride Ja, nekako tako. bolj do izraza. in to navadno poskus kava je skoraj preveč pražen, da je zmeraj isto, kadar kupuješ in tudi mi všeč, ampak to nisem vedel, torej jaz zmeraj rad sem študent, tudi se ni v tečaju, ampak v življenju. In to, če lahko recimo študiram malo kave en dan, po pivu en drug, jaz sem čisto vesel. Ja, to je super. In temu se reče v starogrški filozofiji filozofija. Ljubezen do modrosti, ljubezen do življenja, čudenje. Zate, kot bi rekel Walt Whitman, imamo dvoje na razpolago. Ali se ničemer ne čudimo in Einstein je to ponovil, ali pa za nas vse čudež. Zate je vse čudež, ne? Ja, to pa res, Ti ja. si, zame tudi. Ja. Tudi, sva se 2 prava našla, se lahko samo čudiva. No, tako da me veseli. Zdaj pa poglejva, česa bi se še dotaknila, kar je zelo pomembno. Ja, veš kaj, to pa jaz sem se smejala, sem prebrala tudi 2-krat, pa sem se smejala Šranga, kako si se ti Ja. poročil. Mislim, te običaji, ne? Mi Ljubljančani niti ne vemo, koliko je še na vasi teh starih običajev. In da je on svojo drago ženo, oziroma nevesto, lahko osvojil, so mu fanti naredili šrango in si se kar namučil, ne? Ja, ampak so bili prijazni. Sem slišal grozljivke od zgodovino in je bilo kar v redu, ampak zame in za moje goste iz Ja. tujine to je bilo čist nekaj drugače in zanimivo. Ja, sem. Torej jaz in moj priča sva morala recimo žaga, sekira, Sekiro, ne vem, ja. kako se reče, pobrit in drevo Ja, iz lupine, ne vem, kako kako se reče. Olupet, ja. kot banana. Ljubje, olupet, Ja. olupet, Pa ja. en kos sharpening s kladivom. Ja. Po pa travo smo morali dati na en vagon. Ja, ja. Potem smo morali, sem moral kupiti ženo za čim boljše Pa cene. kako si ti to? To smo imeli dobra Ja, taktika. ja. Smo prinesli s sabo par Slovenci Ja. in Lonely Planet Slovenija. Ja. In smo rekli, Da te mopiš. najprej sem rekel, da sem Pusti še narobe to. razumel, oziroma jaz sem razumel, da
A sem ne veste, ali ženin? Ženin sem bil. Ja. Zdaj je kot ženin ne hodim v cerkev sploh, če vaščani ne meni plačajo. To je bilo taktika. To si se zlagal. Ja, na začetku in sem rekel, da piše v Lonely Planet in sem imel par Da morajo oni plačati, ne on, ne? Par Slovenci iz druge vasi so Kima, rekli, ja. povsod Slovenije je takole, ne vem, koliko ste imeli Čudna vas, tlele. In potem smo šli naprej, ampak je bilo dobro, tako so bili malo zmedeni mogoče. In ti si potem skozi prišel ženo, si kupil za 312 evrov. To je bilo Mislim, dobro jaz sem bila užaljena, svojo boginjo kupaš tako pocen, ne? Ker ta denar pol vaščani vzamejo, vaščani imajo potem seveda svoje fonde za veselje do življenja. Skratka, in ti nisi ta fond napolnil, ker oni so mislili, da bo pa en Američan prišel pa dal najmanj 1000 evrov, seveda. Ampak ti si s tem Lonely Planet, ne? Oni pa ne znajo videti, da to lahko prebiraš. Če bi tam bi rekla, pokaž. Kje piše, na kateri strani tole piše? Pa niso te nič, ampak si lepo pocen skozi prišel in preživel in se celo poročil. Ja, to je bilo zelo lepo, zelo cinematično. Sploh za tujci, mi smo imeli v cerku polovico tujci, ki niso čisto nič razumeli, polovico Slovenci, da so ful smejali tudi naš, zmeraj poznam, če je župan ali župnik. Župnik? Oboje imamo župana, župnik. Da je bilo velik karakter in je ful heco in je bil ful smešno in polovico so ful smejala, polovico sama je. Ampak je bilo res lepo. Ja, lepo si se poročil, ne. Dobro. Torej, dobil si najlepšo ženo, čudovitega nagega psa, kakšen perujskega, Perujski goli pes. A kdo pozna perujskega golega psa? Da jaz rečem, Slovenci reče ruske. Danes eden mi je vprašal, če sem Hrvat. En Slovenc je vprašal, če sem iz Španije. En mi je rekel, a sem iz Dolenc. Mislim, to je zmaga. Tam je pa domovina slovenskega knjižnega jezika na Dolenskem. Tako da, se mogoče tisti, ki danes govorijo slovensko, da mislijo, da tvoja knjižna slovenščina je prava bi rekli tvoje Gorenjce. Dobro, poročila sva se zdaj. Poglejva, s čem še lahko razveseliva. To pa tudi morava, kako je stara mama od tvoje žene zmagala, za 2 točke ali koliko, žganje kuha. Poslušajte, pri nas imamo odlično žganje, res ne Slovenci, in ti si bil v komisiji, ne? Ja, smo imeli mednarodna komisija. Mednarodna komisija za oceno žganja. 7 vaščani in jaz. Ja, in kdo da? In ti si objektivno ocenjeval? Objektivno? Je bilo zelo profesionalno narejeno. So imeli številke in kategorije, 4 kategorije, tako je jasno, vse je bilo transparentno, sem mislil, ampak potem lahko izbereš. Okus pa vonj, pa gor pa dol in smo probali ven. In smo imeli sir vmes, da počistati paleta. Potem prvo smo inserirali nekam vmes, da ni bilo prednost za prvo, da smo bili zelo profesionalno. Ja, in to si se ti spomnil v bistvu tole? Ne, to so sam, Janez, neki Janez. Ja, Ata Janez. Ata Janez se je spomnil, da bi lahko vi pravzaprav imeli tekmovanje in žganje kuhe. Ti si pa zapisal v tem eseju, da upaš, da bo to tekmovanje postalo tradicionalno. Ali je postalo? Za par let je. Mi smo rekli v ta vas, da je močerad in pa je stara gorenjska beseda za ta tekmovanje. Mogoče so dali močeradi v šnops. Namakar, to so včasih govorili, da so močerade namakali v šnops, veste. Jaz ne vem, če je to res. Da je halucinogena. Da te malo bolj premakne. In on je zmagal ta prvi let in Ata je naredil en močerad iz lesa, ker on je mizar, da je bila nagrada. In stara mama je imela na zid za 1 let, potem smo imeli mogoče za 2-3 leta, potem drugi prijatelji iz druge vasi so povabili in je bilo lušen. Enkrat sem naredil intervju za Esquire revije s Bill Murray, igralec, takrat mi je bil tukaj. Ja, on je takoj reklamo naredil, ne? Ja, in on
je začel mene narediti intervju, kako je Slovenija, vse Ja. gor pa dol. In on je rekel naslednjič, da imamo močerad, da on bi bil povabljen kot sodnik. Ja. In smo rekli, enkrat bomo že zrihtali, to bi bilo Super, zelo dobro. Ne? zelo dobro. No, zdaj si omenil tega znamenitega igralca. Sem se pa spomnila na tvoj članek o slovenski vodki. To je pa tudi svetovno znamenitost, slovenska vodka. Zdaj pa poslušajte, kaj je slovenska vodka in zakaj je tako uspela? Prosim. No. Ja, to je bilo zanimivo zgodba. Na začetku so hoteli narediti Love vodka. Ja. Ampak eden je iz Las Vegas je že registriral blagovni znamk in niso mogli. Potem so videli I Feel Slovenija, da za Love piše nomes. Ja. Smo rekli, zakaj ne Slovenija vodka. Potem en Slovenec, ki živi v Ja. New Yorku, je soinvestitor Ja. in naredi fruktal. In Rogaška Slatina je naredil... Še Donald Trump ima tu doma. A res ima, no? Ja. A vidiš? Ja. To pa so naredili iz Ja. slovenske ajvove, Ja. zrne. Ja. In to pa je zelo dobro, ker vodka ponavadi čisto nič. Ja, To je ampak kaj pa najmanj za mehka nič- slovenska, Ja, ne? to je najmanj za nič vodka, da sem poskusil. Ja, to je najmanj za nič vodka. Dobro, znaš rekel najboljša, ampak najmanj za nič Ne, vodka. res ima dober okus. In Ja. to redko rečeš za vodka. Torej, ampak jaz znam Ampak kako, domači šnops. ja, ampak kako jo pijejo, to je tudi zanimivo. Ja, Bill Murray sem vprašal in najraj je rekel, da naredi luža, se reče, Ja, ja. iz ledu. Iz ledu, ki se In pa daš zmrzne. na vrh, Pa- pa on se usto spodi, pa takole zmrže, da ne rabiš dati led v kozarčku. In pol to je tista luža enkratni način. iz tiste kocke ledene teče direkt vate. Takole. In potem si zapisal, da ko so bile zabave in kadar so pili vino, so se zabave končale ob 2 oziroma ob 3, ko so začeli piti slovensko vodko, so trajali do 5 zjutraj. Ja. Skratka, ta vodka jih je tako poživljala, da sploh niso hoteli domov, ker je meni bilo grozen, da se ne bi mogla gostov znebiti, ampak niso pa vsi navdušeni, da so čim dlje ostali. A v Ameriki je dobra zabava, pomeni čim dlje ljudje Ja. ostanejo, ali kaj je to? Ja ali pa ne. To je Aha. presenetljivo. Smo imeli tudi zabavo za poroko v Ameriki in je začel ob 6 in je Ja. končal ob 10. Aha. In smo vsi šli domov. In Aha. to To je je pa bolj kratka normalno. zabava. Aha. Recimo v internatu ali pa v univerzi, čim dalje se Tem čim boljše. bolj poceni pivo. Aha, aha, Ampak aha. je čisto drugačen, tudi je bolj, da sediš na večerjo in klepetaš, imaš 2 kozarca vina za od 3 ure in to je to. Torej je manj, recimo, jaz zmeraj rečem, da jaz pijem bolj kot Američan, kot Slovenec, moram več trenirati. Recimo, en šnopsen sem že na mizo. Ja. Pocen, ti si pocen. Ja, tako je. Nisi drag, manj kot 300 evrov. Tukaj je eno luštno poglavje o slovenskih praznikih. Začne se tako, da ti opisuješ, kako si blazno iskal za ameriški praznik Zahvalni dan, ki ni religiozni praznik. To mi je zelo všeč, ta Zahvalni dan, to je tvoj najljubši praznik. Ne? Ja. In takrat imate vi purana, seveda, velikega, ogromnega in slovenskemu mesarju naročiš, da naj ti preskrbi purana, prideš po purana. In je manjši kot piščanec, čisto skromen puran. In smo klicali takoj taščo in je file naredila. Ki je bila boljša od Ja, to ker pa imaš je, takrat, ja. ker tašča te rešuje. Ja, itak, ja. Tašča tvoja, ki jo imaš orenkre, Ja. orenk dobro kuha. In je tudi naredila tako dobro filo za tega purana. In potem je naredila pa še nekaj, ne? Poleg purana, da niso bili tvoji lačni, je skuhala Ja. še... Je bilo gogovo juho, pa potico. Ja, Pa pa še- še eno pečenko, ali kaj, neko Ja, meso je še naredila. ja. Ni da ni, da je Ni da ni, zmeraj ja. ful. To pa tudi mi je všeč, da pokažeš ljubezen s hrano. In to je zelo lepo. To mi Američani mogoče nimamo ta tradicija, mi preveč kupimo stvari, Narejene da že, ne ne? rabimo in da je preveč mogoče kapitalistično. Za evropejski način objameš s hrano in to mi je všeč. Ja, pri nas je hrana jezik ljubezni, ne? V Sloveniji, kar je v dobrem in v slabem, ne? Ker včasih pa posiljujejo žene s to hrano in veliko hudega naredijo. Slovenski praznik, ki ti je pa najbolj všeč, mi pa tako mi bi bilo toplo pisati, 1. november. Ko se ti sprehajaš po pokopališču
in gledaš te čarobne svečke. No, zdaj pa poslušajte, zakaj je ta 1. november tako očarljiv praznik? Zame, na začetku, kaj sem sedel, sem hodil v Mercator in sem videl čist lušne, multibarvne svečke. In jaz sem mislil, da so dekoracije doma. In jaz sem par kupil, ker so mi lučni, jaz sem tudi kupil za mamico, za Božič in mi imamo v Ameriki v dnevnici. Ja, v dnevni sobi. In jaz sem mislil, da to je razlog. In potem sem povabil žene doma enkrat in sem hotel učarati z romantika, torej sem prižgal ene 10 grobne sveče. In one mislijo, da sem serijski morilec, ne vem. Ampak mi je bilo res slušen, torej jaz rad hodim v Žala. Po Žala? Ja, 1. november, po noč je čist tema in imaš ta morje, temnost in sveče kot, ne vem, lučke na morje. In je toliko lepo, ampak je zelo lepo, da Slovenci sploh hodijo v grobu. Na grobove? V grobu ne ja, se je v redu. Grob gremo, pa živi pa na grobove. Američani kar pozabijo in ne hodijo na obisk. Ampak to je lepo, da saj enkrat na leto obiskuješ tvoj predniki, to je lepo. Ja, no, a ni krasno, škoda mi zdaj. Ja, precej zmede imaš pa v Sloveniji s 3 prazniki. Miklavž, Božič pa še Dedek Mraz, ne? To pa za enega Američana preveč, ne? Za otroke tudi in si se zdaj odločil, da kaj si se odločil, povej no. Ja, treba ali izbrati eno ali pa hibridizirati. Ker drugače so preveč na en krog. To pa je težko. Tudi s slovenskimi besedami imam težave, da zmedam recimo bratranec in prebranec. Ja, to imaš srčkane. Bratranec in prebranec, ja, pol imaš. Narodna, neroden in... Naroden? Ja. Jaz zmeraj rečem, grem na Nerodna galerija, da gledam umetnost. Ali pa narodni nož sem rekel, neroden nož. Za narodni nož v Ljubljani, to recimo. Narodna nož, pa nerodni nož. Ja. Tako, zdaj pa, ker je tukaj zelo vroče, je tebi tudi vroče? Mene pa čisto v redu. Meni je pa zelo vroče in jaz si zelo želim, da bi rekel še nekaj besed o legendi, ki si jo tako lepo opisal in ga jaz tudi obožujem, to je Vlado Kreslin. Res si mu posvetil en lep članek, lahko poveš še kaj nam o Vlado Kreslinu iz tvoje perspektive. Ja, jaz sem začel, pred da sem sedel v Sloveniji, jaz sem opisal e-mail, da bi rad imel intervju, ker sem velik fan njegovo glasbo. In jaz sem mislil, da bo imel full menedžerji in agenti in tajnice pa vse tu. Da te blokirajo, da ne prideš do glavna zvezda. V Ameriki nekamo ne prideš do zvezda, če probaš. In on mi je takoj pisal nazaj. Ti pa čist presenečen. Ja. In potem smo postali prijatelji in on je igral na našo poroko in to je bilo čist super. Ampak on je moj najljubši glasbenik, daleč sploh, lahko poslušam vsak teden v koncertu, se veselim. In enkrat, kadaj sem bil nazaj v Ameriki, on je prišel v Yale in on je dobil, kako se reče, častno priznanje je dobil, ja. In to je bilo tudi super, da on je videl našo hišo, da smo hodili okoli in on je špiral za Američani. In to je bilo preden je imel ta knjigo in preden je špiral tudi v Washingtonu, to je bil dober začetek in lep spomin. In tudi se dobimo parkrat na let in je zmeraj zelo lepo. Skratka, hura za Vladota Kreslina. Zdaj pa, kaj bi pa ti še nam Slovencem rad na srce položil za konc tlele? Da nesemo domov? Ja, povej nam, kar se ti zdi zelo važno, da nam Slovencem poveš s tvojim ljubečim očesom videla. Jaz mislim, da Slovenci so preveč skromni in preveč na grdo gledajo svoje države, da je mene čist dobra, ampak razumem, da so dosti razlogi, nisem preveč naiv, da razumem, da so razlogi, da je mogoče včasih težko tukaj, ampak če poznaš druge države, potem res hvaluješ svojo. In to pa je res mene najboljša država na svetu in zmeraj rečem, da sem cheerleader za Slovenci, za tujški medije, ampak se veselim za Slovenijo in Slovenci se res ponosim. Najboljši ambasador in razširjevalec. Zdaj pa še, da povemo nekaj besed o angleški verziji.
Moja hči, ki se ukvarja s krožnim gospodarstvom, veliko komunicira z oblastjo, ker ima predavanje, pa to je rekla, da mora tvoja knjiga postati protokolarno darilo. Ja, jaz sem za beletrin tudi. Tako da jaz predlagam beletrini, da to pošlje kar na slovenski protokol. Ja, ker je bilo že več predlogov, da to postane protokolarno darilo. Zdaj, če nam poveš, ti si napisal v tej slovenski verziji, da je ta obširnejša angleška, jaz je nisem brala, priznam. Tukaj si se posvetil tudi Tini Maze, ki jo mi tako dobro poznamo, pa še knjigo imamo o njej, da se ti je zdelo, da ni treba, da to še Slovencem razlagaš. A je še kakšna bistvena razlika med Slovenijo? So drugačne. Mogoče najbolj zanimivo za Slovenci, mogoče je zadnje poglavje, anglofonska verzija, da ni v slovenska in to je vodnik po Sloveniji. Ja, to. In to, hvala ti. recimo, je en vodnik po jedilniki. Ja. In povem, kaj je dobro naročiti, kaj pa je kokta, recimo. In Slovenci ne rabijo to, tudi jaz imam članke, kdo je Tina Maze, Slovenci ne rabijo. Pa tudi tega ne rabimo, ne? Tole, ker tukaj nam pišeš, če ste 5 dni v Sloveniji, pejte pogledat. Kamnik, Arboretum, Velika planina, pa tako, mi imamo svoje te... Mogoče je zanimivo, ker Slovenci ne vejo, kaj tujec misli, da je nujno pogledati, recimo. To nismo dali slovenska verzija, slovenska verzija ima par dodatne eseje, da niso v angleški, ampak mogoče je tudi zanimivo. Toplo priporočam, da kupite obe dve jeziki, najmanj 10 kopije. Potem pa podarjate okrog. To je res prisrčno darilo, se strinjam, tako da, ali ima morda kdo še kakšno vprašanje? Vsi boste kupili knjige, 10 kopij slovenske, 10 angleške, jaz pa predlagam, da na široko odpremo vrata in pokličemo naše presenečenje, če lahko pride. Yes. Surprise. Aj sad pino. Ni Melanija, ampak je eno bitje, ki je veliko bolj pri srcu. 3, 4, zdaj! Ti si najljubši pevec in pesnik Boha Črnja od vseh na svetu. Evo, tako da, dragi Sašek, hvala ti. Kresli, ti si, evo, voli. Jaz bom samo eno, ki se špila oknova. Super je. Eno samo. Mi bomo pa uživali. Eno zgodbo mojemu očetu. Moj oče je pred 20 leti prišel v Beltince k uradju. To je znani urad, ki se je pisal Marič Ivan. V njem je Brane Bitenc naredil dokumentarc. Gospod star, 190, ko veliki nos imel. Je popravljal najmanjše ure, delal je za Rdečo armado iz ene VKC 5 malih ur, pa to, ko so prišli Rusi preko. Celem Balkanu upravljal te velike ure z velikim dom. In on fute prije k njemu enkrat in pravi on, Marič, prije, da, veš kaj je to? To je ura od tvojega očeta. Ura mojega očeta. To je tvoj oče njegov oče je imel glasno gostilno v Beltince, ja? In je zakatal to v gostilnici, v svoj. Vlastni gostilnik, ne vem kaj še da uro, na mizo in je pol moj oče, tisto popoldne, pred 20 leti, to uro nazaj kupil. Zelo drago mu je dal, je rekel, skoraj eno plačo. In zdaj ima to uro doma, ne? In na uri piše gor, kavalerija, skratka. Ko sem to povedal društvo Soške fronta in to so takoj raziskali, kje je lahko to uro dobo, ki je bil na Soški front namreč. Kot mađarski vojak in je tam pač tisto uro. Zdaj tisto uro ponosno nosim.
oče je stopil do urarja, da mu za eno popoldne ostavi čas, da spominja bliže do dan in pokomentira dan rojstno vas. Stari urar pa odpolen predan in pokazal na dno. Tam je tiktakalo, razpetajoče, okroglo slovo. Ko je tvoj oče se vrne od Soče, ena tistih noči je bila. Zadnjo devizo je oparil na mizo, ko mu karta bi šla. Potem pa jo nekdo prinesel k meni in pozabil na njo. Na pametko, veliki, prvi vojni je bo. Padajo, srce križi, mladi fantje na Soči nadiži. Padajo, srce križi, mladi fantje na Soči nadiži. Kavalerija na kraju se v srebru blešči. Zgodbu mi pravi o očetnjavi in o šatnom oči. Kaverni vodena, kakšni zgodeni, ne voli. Komu že pije, komu še teče in komu zvoni. Padajo, srce križi, mladi fantje na Soči nadiži. Padajo, srce križi, mladi fantje na Soči nadiži. Hvala ti. Gremo zdaj na kozarec. Hvala. Hvala. Evo, no, to je bilo presenečenje za konec. Hvala, da si videla. Ja,